Tisto tam gor ignorirajte, ker se mi ne da pospraviti. Ha? Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je sobota, kar pomeni, da delam true crime videe / conspiracy theories in takšne videe. Tako da danes bo na temo princese Diane. Prvo bom vam povedala malo zgodbo o njej, mislim, kdo je sploh bila, preden grem v teorije zarote. Zdaj, verjetno ne govorila tako kot vse druge crime cases, zaradi tega, ker point tega videa v bistvu so conspiracy theories, tako da ne bom zdaj, upam, da ne bo ta video predolgi. Če slišite bilo kaj v ozadju, je Lukas, ok? Čist malo! Tu imam zapisane teorije zarote, pripravljeno, na telefonu imam pripravljeno nje. Torej, princesa Diana, njeno prvo ime je bilo Diana Frances Spencer, ki je zdaj znana v bistvu kot princesa Diana, Lady Diana ali pa Lady D. Princesa Diana je bila v bistvu ena izmed najbolj in še vedno je priljubljenih kraljevskih ljudi, royal family, I don't know how to say it. Rodila se je 1. julija 1961. Cherry juice, my babe. Torej, rodila se je 1. 6. leta 1961, zato preberem kje je, ker v Park Houseu v Sandringhamu, Norfolk, ne vem. Bila je četrta od 5 otrok, cela družina je bila ful tesno povezana z kraljevsko družino, že več generacij. Obe Dianini babici sta služile kot tiste ladies, ko so kraljici Elizabeti, torej materi zdajšnje kraljice, torej mami od Elizabete II. V bistvu nekje sem prebrala, da je prednje sama pač Diana se poročila z princem Charlesom, je dejansko njena sestra hodila z njim. Scandalous. Diana se je švicala tudi v Angliji in Švici. Še švicala, sem rekla. Se je šolala v Angliji in Švici. Ko pa njen oče povedoval naslov grofa Spencerja, je ona postala Lady Diana Spencer. Potem nam je javno postala znana, oziroma ne nam, ker ja še nismo takrat rojena, leta 1981, ko je bila objavljena njena zaroka s princem Charlesom. Njena poroka s princem je potekala 29. julija leta 1981. Potekala je v stolnici Svetega Pavla, ker mislim, da je potekalo večina porok kraljevih, pač britanske kraljeve družine. In preko televizije je spremljalo več kot 750 milijonov ljudi. Kar je... Kaj? Sploh? Ne morem verjeti. Z poroko je postala princesa, potem bila je ful nekih naslovov, z katerih zdaj ne bom govorila, lahko jih googlati, ker jih je imela ogromno. In v tem zakonu se rodila 2 otroka, 2 fantka, 2 princa, in sicer princ Harry in pa princ William. Še dobro sem pozabila. Pač Harry vem, da je William, za njega sem malo pozabila. In tudi sam princ Harry se je pred kratkim poročil, kar verjamem, da si veste, fuluškano. Obožujem njuj 2. Kot Diana, kot žena predstavnaslednika, je tudi zavzela dosti nekih nalog, oziroma pač pomagala je Elizabeti in s tem je hodila pač po celem svetu, delala nekaj dobrodelne, tako pa večina članov kraljeve družine. S tem pa pač vse, kaj je ona naredila, je postala ful ljubljena. Diana je umrla 31. avgusta leta 1997 to bom zdaj prebrala, ker, ok. V prometni nesreči v cestnem predoru Pont de Elanma v Parizu. Tu bo napisano, ne vem, kako se izgovori. V prometni nesreči sta umrla njen ljubimec, Dodi Fayed, ne vem, kako se prebere, o katerem bom govorila malo kasneje, in pa tudi voznik je tako umr. Preživel je, tudi ona je kasneje umrla, logično, preživel je edino njen bodyguard, oziroma... Prometna nesreča se je zgodila v tunelu, ko so zapeljali noter in naj bi bila neka ful močna svetlova, zaradi katere naj bi voznik izgubil nadzor nad avtom in se zaletel. Slike avta so bile grozne, pač res je vse skup smučkano, zato je voznik takoj umr, ker pač mu je vrat zlomilo. Zdaj pa gremo v teorije zarote. Teorij ogromno, upam, da jih ne bom preveč pomešala, ker ja... Prva teorija je, da so jo ubili paparaci, pač ne
za nalašč, kakorkoli, ampak da naj bi voznik hotel pobegniti paparacijam, zaradi tega, ker tako so skozi zasledovali princeso Diano, so odkar se je poročila, oziroma takrat, ko so pač nasplošno kraljevo družino vsi zasledujejo, vsi slikajo, ker to so eni izmed najbolj slavnih ljudi na celem pač planetu, vse zanima, kaj dela kraljeva družina. In zato so tako sledili in ta voznik naj bi hotel pobegniti in je ful hitro vozil in potem pač med tem naj bi izgubili nadzor in je bila prometna nesreča. Druga teorija, katera je meni najmanj logična oziroma najbolj tak ne, je bila, da sta princesa Diana in Dodi hotela pobegniti oziroma hotela zaigrati njeno smrt, zaradi tega, da bi bila srečna nekje drugje, izven luči vseh medijev in da naj bi kraljeva družina pred tudi pomagala, kar jaz realno ne verjamem, zaradi tega, ker princesa Diana je bila ful skupaj s svojimi otroci, ful znana je to, da pač ona ni vzgajala svojih sinov na normalen kraljevski način, torej ona je sama zbrala varuško, vozila jo je v šolo, mislim takrat jo je dala v šolo, da nisem bila šola pač dobesedno v palači, ampak sem hodila v normalno šolo, ona jo je vozila, če jo je le lahko, svoj urnik je probala uskladiti z njunim urnikom, torej da je bila čim več z njima, pač kupovala jima je oblačila in vse to, kar pač ni ponavadi tak v kraljevi družini. Tako da jaz dvomim, da bi ona svoja sina kar tako pustila in šla drugo življenje živeti in imela otroke z drugimi, kar pač po eni strani sej, to je teorija, ki bi jaz najraje verjela, zaradi tega, ker bi bilo fajn, da ona še vedno živa, pa pač živi svoje življenje, ampak po drugi strani sem pa tak, zakaj bi to naredila. Potem pa tretja teorija je, da je ubila kraljeva družina. S tem nočem ofendati dobenega, don't come at me, to so samo teorije, ki sem jih jaz prebrala, mogoče sploh v tem videu ne bom povedala vseh teorij, ker jih je vseeno ogromno, torej da je ubila kraljeva družina. Zdaj pa zakaj? Eni pravijo, da zaradi tega, ker prvo kot prvo je ona zdaj bila v zvezi z nekom, ki je muslimanske vere, s čim se pač kraljeva družina v tistem času nažalost ni strinjala, ker to je še vseeno bilo tako bolj zaprto vse. Bile so govorice, da naj bi ona se hotela poročiti z njim, pa da je noseča z njegovim otrokom. Vse glede tega ni bilo najbolj sprejemljivo. To je en razlog. Drugi razlog je, princesa Diana je nasplošno prekršila ful dosti njihovih pravil in naj bi vedno delala stvari po svoje, kar logično, da recimo kraljici Elizabeti naj to ne bi bilo všeč. Tudi v dostih intervjujih je Elizabeta sama izrazila, da pač ve, da kraljeva družina ne mara najbolj, kar bom pač predvajala. You'll ever be queen? No, I don't. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into, because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And do you think that because of the way you behave, that's precluded you effectively from becoming queen? Yes, well, not precluded me, I wouldn't say that. I just don't think I have as many supporters in that environment than I did. They see me as a threat of some kind. I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Diana naj bi sama verjela, da bojo ubili, torej kraljeva družina, in je napisala svojemu butlerju, kako se temu reče, pismo, v katerem vam ga tu pokazala, v katerem je pač povedala, da jo bojo ubili, torej da bojo princ Charles, torej njen bivši mož, ubil in pa da bo umrla v nekem nesreči z avtom, kjer bo imela poškodbe na glavi. Princesa Diana naj bi se ful bala princa Charlesa, ne vem točno zakaj, ampak njen butler je tudi rekel, da je ful dostikrat videl, kako je gledala pod neke stvari, premikala neke preproge, zaradi tega, ker je mislila, da jo nekdo gleda oziroma posluša. Tudi v njuni ločitvi, torej z Charlesom in pa Diano, so ji pač dovolili, da bi imela iste varnostnike, kot jih je imel Charles, ampak je ona rekla, da ne, in je najela svoje varnostnike in cel svoj uslužbence, zaradi tega, ker je verjela, da če bo imela iste kot on, da bo vse poročali nazaj njemu in pa pač v bistvu kraljici Elizabeti, kar
saj mislim, realno bi se zgodilo. To so en izmed razlogov, zakaj ne bi oni to hoteli narediti. Zadnja teorija, o kateri bom govorila, pa je teorija, da naj bi torej princesa Diana bila umrjena se strani MI5 ali pa MI6, torej MI5, MI6, kar je Military Intelligence Section 5 pa Section 6, ki je v bistvu kot neka kao security agency v United Kingdom oziroma v Veliki Britaniji. Znotraj te teorije je več malih teorij. Ena izmed teh je bila, da naj bi pač skupina teh delavcev, ki so se pač odločili, da več ne bo, oziroma da bojo kar ubili, zaradi tega, ker so pač mislili, da ogroža prestol Velike Britanije, torej Elizabeto, in da bi, če bi ona prišla na oblast, da bi zavladala, pač da bi prišlo do velikih sprememb, kar eni niso hoteli. In da pač da bi potem spremenila svojo vero v islam, oziroma pač da bi postala muslimanka zaradi Dodija, kar tudi niso dopustili, da bi se zgodilo. Potem je bil en Richard Tomlinson, ki je bil član torej MI6, ampak so ga odpustili oziroma pač ni več delal pri njih. Rekel je, da naj bi MI6 torej nadzorovali Diano in pa Dodija pred nesrečo, in pa da Henry Paul, ki je v bistvu bil voznik, kot sem rekla, da naj bi Henry Paul poročal nazaj njim in pač v bistvu neke vrste tudi delal za njih. To je bilo zaradi tega, ker tisto noč, ko je bila prometna nesreča, Henry naj sploh ne bi delal, ampak je prišel delati samo zaradi toho, da lahko pelje princeso Diano, kar pač ok, se mogoče je to dansko naredil, po drugi strani pa je tudi malo čudno, da če ti ne delaš, da priješ samo zaradi tega delati, ampak po drugi strani pa je princesa Diana, tako da zakaj ne. Zato potem dosti ljudi meni, da so prekrili s tem, da so rekli, da je bil kao pijan. Dosti ljudi verjame v to teorijo zaradi tega, ker so rekli, da ni izgledal pijan, da je imel več denarja, kot bi ga načeloma mogel imeti. Potem ta Richard Tomlinson naj bi rekel tudi, da je mislim, da leta 1992 videl podobne plane, ki so bili ful podobni oziroma skoraj identični prometni nesreči od Diane in Dodija, ampak tisti so bili napisani za Titota, torej za predsednika Jugoslavije, pač na kak način bi njega ubili, torej naj bi bila neka močna luč in pa potem prometna nesreča. Potem je še en agent priznal oziroma spregovoril o tem, ki je bil član MI5 in je rekel, da je bil del 23 usmrtitev, oziroma kako se temu reče, asasinacij, in da verjame, da je ena od teh bila tudi smrt princese Diane. Ime mu je bilo John Hopkins in to je priznal dobesedno na njegovi smrtni postelji, torej v bolnici, ko je umiral. Princesa Diana ni bila privezana, kar ful ni bilo značilno za njo, pač dobro vem, ja, ok, privezana ni bila. Recimo v vseh slikah, skoraj, ko je ona bila fotografirana, je vedno imela pas. Vem, da to ni zdaj takoj razlog, ja, ni, da je bil, ampak pač pravim, da je to en izmed tudi malo bolj čudnih stvari, zaradi ker ona je vedno bila fotografirana s pasom, vedno se je pripasala, ampak zdaj se ni, pa to ben ni bil pripasan. Ko je princesa Diana, ko je bila prometna nesreča, so prišli paparaci, namesto da bi kdo pomagal njim. Rešilci naj bi, mislim, da prišli tako ali tako ful pozno tja, da so rabili dlje, kot pa da bi rabili že za normalnega človeka, kar je bilo vsem tako malo čudno, da, mislim, glede na to, da je bila princesa Diana v prometni nesreči in so oni tako dolgo rabili, je tako malo, halo, princesa. Po podatkih, ki si našla na internetu, naj bi rešilec rabo okoli 81 minut ali do njih, ali pa potem do bolnice. Kar je ful čudno, vsi so bili razburjeni nad tem, pač če je neka princesa oziroma že nasplošno normalen človek, ga pripelješ hitro v bolnico, ampak oni so ful dolgo rabili. Ampak, ko sem tudi nekaj prebrala v Franciji, ne vem, ali še imajo, ali so takrat tako imeli, da je v rešilcu zraven neki pač specialist, zdravnik, ki skuša pomagati. Za njih je najbolj pomembno, da ti poskušaš rešiti človeka še v rešilcu, preden ga pripelješ v bolnico, kar sicer ne razumem. Mislim, da so se ustavili celo
tako 1 minuto beg od bolnice, ko so že videli bolnico, da je on zdravnik še kao hotel ji pomagati, zaradi tega, ker je že bilo skoraj da prepozno, bi ona preživela in da je on hotel narediti vse, kar je lahko. Zato pač eni verjamejo, da v tem času, v tej vožnji, da so zdravniki hoteli poslabšati poškodbe princese Diane. Zakaj tudi to verjamejo? Zaradi tega, ker njen varnostnik, torej bodyguard, ki je preživel, je rekel, da takoj, ko se je nesreča zgodila in da prvo, kar je ona začela delati, ko je pač videla, da njen ljubimec oziroma pač fant umira, torej Dodi je začela klicati njegovo ime, kar jih dosti pač verjame, da če bi ona bila tako hudo poškodovana, ne bi tega mogla narediti. No in potem, ko so oni pripeljali v bolnico, so takoj začeli jo da operirati, hoteli rešiti, ampak žal je niso mogli, ker so bile poškodbe preveč močne in je ona umrla. In takoj, ko je ona umrla, so njeno telo, ne vem, kaj se točno temu reče, ampak tisto, kot dajo neke kemikalije v telo, se pač telo ne začne razgrajevati, kar po vseh njihovih zakonih to sploh ni legalno, da bi oni tako hitro naredili, zaradi tega, ker noben niti ni mogel preveriti, torej, če kaj pomaga v njeni smrti, torej, če je kdo poslabšal njene poškodbe, če je bila noseča, pač nič niso mogli preveriti. Tudi samo prometno nesrečo so v roku nekaj ur počistili, odstranili avto, vse dali v stran, torej noben niti ni mogel preveriti avto, če je bilo kaj narobe, če je kdo kaj prerezal, karkoli. Torej, da ti Mercedes naj bi bil edini avto, ki je bil sploh na razpolago za sposojo. Nekaj dni predtem je ta avto naj bi bil ugrabljen, naj bi manjkal neki čip, s katerim naj bi lahko nadzoroval vožnjo pa take stvari in eni verjamejo, da je ta čip nekdo uporabljal, torej Royal Family, Government, kakorkoli. Eni verjamejo, da je bil voznik, torej Henry, kako je bilo ime? Ko so naredili preiskavo, naj bi v njegovi krvi najdli, da je pač bil pijan, kar njegova družina še zdaj ne verjame v to, zaradi tega, ker je delal in če ti voziš neko princeso, mislim, da si tega ne bi upal dovoliti. V glavnem, to so potem rekli, da je on bil pijan in da je tudi zaradi tega se povzročila nesreča, kar je spet lahko, da ni dosti tem hotel prekriti, torej da je kao bil on pijan. Našli so pa tudi eno drogo, albendazol, tu napisala, ki je on načeloma naj ne bi jemal, ker je njegov zdravnik rekel, da mu nikoli ni predpisal teh tablet in pa je predpisane druge tablete, ki so se imenovale akamprostate, kakorkoli tukaj bo, katere niso najti v njegovem sistemu. Zato so prišle teorije, da naj bi torej zamenjali izvide med njim pa med enim, ko je naredil samomor. Ok, to so v bistvu vse teorije, upam, da sem, mislim, niso vse teorije, ampak to je nekaj teorij. Upam, da sem jih dovolj dobro povedala, ker se mi zdi, da v tem videu sem tako skakala iz ene teorije v drugo in da povem ful informacij, da se opravičujem, če je ta video malo all over the place, prisežem in obljubim, da naslednji ne bo. Če vam je ta video všeč, ga lajkajte, lahko spodaj komentirate, če hočete videti še kakšne teorije zarote od koga drugega, recimo kak je kdo drug umr, primere, Madeleine McCann prihaja, ok, tudi dost primerov si imam že napisani, ampak še vedno, če imate take nove ideje, jih lahko napišete spodaj. Kmalu tudi pride Salem Witch Trials, tako da look out for that. In pa ja, se vidimo ali v ponedeljek, ali v sredo, ali pa naslednjo soboto. Dia, cherry juice, I got cherry juice. Upam, da vam se zdi luštna frizura, ker meni je cute.